Nisem računalničar, razumem princip delovanja navadnega računalnika. Deluje na principu ničke pa enke. Ja. Kadarkoli me ustavite, pa popravite. Deluje na principu ničke pa enke. Se pravi, nekaj je ali ni. In na podlagi tega mi računamo. Ne? In živimo v svetu dualnosti, znotraj računalnika. Vse, kar mi hočemo zdefinirati, vse, kar hočemo mi računati, uporabljamo samo te dve operaciji. Ja ali ne, ne? Zdaj, če gremo na področje kvantnih računalnikov, kolikor jaz razumem, se nam razširi onkraj ja ali pa ne. Je več stanj možnih v nički, več stanj v enki. A ste kdaj slišali za poskus z dvojno režo, svetlobo z dvojno režo? Ne? Double slit experiment. Double slit, ja. Bomo polinkali spodje na Wikipedijo double slit experiment, za ljudi. Ja. Zdaj, aplikacija, ker ta tudi Feynman, ko je delal s temi in tudi preteklosti, enostavno ga ne znajo razložiti. Ne? Zdaj ta svetloba ali pa kvantni računalnik se lahko realizira z več različnimi mediji, ne? Recimo lahko je svetloba, lahko je elektron, lahko je različni ti mikrodelci lahko so. In zdaj seveda pri tem poskusu je v bistvu tako, kot če bi se zadeve delale in računale na eni sferi. Na vrhu sfere je ničla, na spodnjem delu sfere oziroma neke krogle je enica. In zdaj, tako kot elektron, ker ga mi ne vidimo, v bistvu za nas ima dvojno naravo, lahko je val ali je lahko ena pika, ki vrti okrog. Nihče ga ni videl, kako zgleda. Ampak če ga zmerimo, rata pika, če pa ga ne zmerimo, pa je nek val okoli in okrog. In zdaj ta val pa se ga lahko manipulira s temi vrati in se lahko ga spreminja, recimo lahko obrne na glavo, pa lahko spet na noge in podobno. In ko mi pritisnemo na gumb, se taka sprememba lahko na ta val dogaja. In ko pa želimo zmeriti tisti val, pa rata ena pika in tista pika je nič ali ena. Ampak zdaj, ker se to dogaja v tem svetu hitrosti, svetlobne hitrosti, in v bistvu to gre za realne ali iracionalna števila, kar pomeni, da je svet vseh teh možnosti oziroma je neskončen. Se pravi, med ničko pa enko smo imeli prej samo nič pa ena, zdaj imamo pa še vse vrednosti med ničko pa enko, ki jih je pa neskončno. Ja, v bistvu je na sferi, v 3D so te možnosti. In se potem lahko, ko se jih prebere, zratejo nič ali ena. Ampak mi v bistvu lahko zdaj pošljemo ogromno teh, ker mi lahko vplivamo na ta postopek, kako se ta val spreminja skozi, s temi vrati, in v bistvu lahko so ugotovili že pred mnogimi leti, da v bistvu na ta način lahko dosežemo dejansko računske postopke. In potem zdaj govorijo o tem, da bi seveda umetna inteligenca lahko bi razvili, če mi lahko razvijemo algoritme, ki so v naši teoriji, računalniški Turingovi teoriji, so v bistvu vsak algoritem je v bistvu seznam natančno določenih po vrsti izvedenih ukazov, ki so nedvoumni, kar pomeni, da jih stroj lahko izvede, in so tudi učinkovito izvršljivi, se jih lahko izvede in se ta algoritem konča v nekem času. Definicija algoritma, mi vemo zdaj, kako lahko izgledajo algoritmi, ker obstajajo tudi postkvantni algoritmi za kriptografske algoritmi, ne vem kjeri, za kvantne računalnike. Mi v bistvu lahko zdaj stojimo na pragu nove teorije računalništva, ki definira lahko tudi, kako bomo mi lahko umetno inteligenco, ki vemo, kako jo delati zdaj v teh za običajne računalnike, kako to bo zdaj novi val, ljudi, ki bojo znali in se naučili, kako prestaviti
v bistvu koncepte, ki jih obvladamo, ne, ampak v nekaj, kar je izredno hitro izračunljivo. Ne. V kaki spremembi, čisto laično govoriva, recimo, če imava navaden računalnik, pa imava hitrost je 1, kaj bi nek kvantni računalnik pomenil z vidika hitrosti? Ja, če se pogovarjamo o številu nevronov, ki jih imamo v naši glavi, je to pač ne vem, koliko teh milijard. Se pravi, 1 proti milijarde? Ne, v glavi imamo nekaj 15 milijard, ne vem pač koliko, ne poznam na pamet zdaj točno, koliko je teh nevronov, ampak je tako nekako več milijard. Ampak če si predstavljate, koliko je pa teh atomov ali fotonov lahko na enem takem delu, je tlele lahko bistveno več milijard. In zdaj pač razviti neko bomo mi ovladali, kako lahko bo se zmenili, da bo naredili, ne vem, laserski žarek, ki bo imel, ne vem, 500 milijard fotonov v eni sekundi, jih bo pač poslal skozi, in bo vsi ti fotoni šli skozi svoja vrata, Recimo pri poskusu z dvojno režo, svetloba gre na tak način, da v bistvu lahko zdaj naredijo tak poskus, da na 50,000 kilometrov sledi naslednji foton. Tako da se točno so 100%, da ko gre foton skozi režo, je sam eden foton, da ni drugih fotonov 50,000 kilometrov nazaj. Izolirajo ga, ja. Ja, in potem pride naslednji, in oni lahko potem opazujejo, kaj se dogaja na tem poskusu. Ampak če si predstavljate, koliko je to lahko hitro v bistvu, ta nova umetna inteligenca je lahko ekstremno hitra in znam predstavljati tudi to, da bi mogoče lahko obstajale kakšne civilizacije izven naše zemlje, ker to je tudi naravno, ko se pogovarjamo o tem, kaj je naravno. Če na tej zemlji so ljudje, pač tam nekje druge so lahko tudi inteligentna bitja, ki lahko tudi ta medij svetlobe izkoristijo za računanje čez celo vesolje, recimo. Ja, sej, koliko bi bil pol odgovor? Recimo čist tak površinski. Enka je hitrost računalnikov, ki jih danes poznamo, kvantni računalnik, kaj, krat? V bistvu, če se pogovarjamo o problemih, ki so NP polni, kar pomeni NP complete, rečemo tem, tisti, ki jih rešujejo umetna inteligenca, ker jih običajni algoritmi naši ne morejo rešiti, torej ogromna količina teh algoritmov, ki so NP polni, ki ima eksponentni čas računanja, se pri kvantnih računalnikih ratejo rešitve, postanejo na tak način izračunljive v končnem času. Aha, prej je neskončno, zdaj pa končno. Zdaj pa polinomski čas. Mogoče neskončno hitrejši je v bistvu. Ja, neskončno hitrejši ratajo, ja. Neskončno hitrejši, ja. Ker mi imamo dve neskončnosti, v bistvu poznamo v matematiki. Ena je ta alef nič, ker pa če števna, mislim, da se tako temu reče, kot se spomnim iz časa študija, nisem tega zdaj obnavljal za ta pogovor. Ja. V bistvu alef nič, v bistvu gre za števno neskončnost. Okay. Ko med dvemi števili ni nič lahko vmes. Ja. Medtem ko, in to je pač ta v tej teoriji recimo jezikov, računalniških in tako dalje, vse to lahko razvrstimo v števno neskončnost. Okay. Medtem ko pri teh kvantnih govorimo o neštevni neskončnosti, torej med dvemi števili, nič in ena, vedno lahko poiščemo neskončno mnogo števil. Ja, se pravi, imava neskončnost, zdaj imava pa še eno večjo neskončnost, ker vmes... Ki je neskončna neskončnost. Sam sta enaki, V matematiki bi te dve neskončnosti bili enaki. Da. Ja, tako da ni v bistvu toliko sploh razlike, Ja, recimo, ne bi bili enaki, ravno to hočejo pač ločiti matematike, Po številu ne bi bili enaki. Po številu, ja. Po kardinalnosti teh množic. Bolj učinkovita je pa mogoče
tista, kjer prej prideš do večjega števila, manj pa si porabil resursov, manj si porabil številk. Tej se reče kontinuum. Tele se mi zdi alef nič. Števna in neštevna neskončnost. Ja, zanimiv.